A sprožgal? Ja, pritisni pržgal, teče na polno. Dobro. Zdaj si moram... Ajde, ti si tudi. Ja, lej, to je to. Vrhovci so imeli malo zmude, se mi zdi danes. Moramo povedati, da danes se oglašamo iz... Pravim, da vrhovci so imeli danes malo zamude, ker prezijo v London se vidi kar pri norcih. To je, veš, to je to. To pa, zdaj si pa tam ne pred narodne. To je to, ne, veš, se kako bi rekel, kapital Evrope, ali kako je že bilo včasih. Ja, še zmeraj, a ni še zmeraj kapital Evrope. Mislim, prestolnica Evropa, denarna prestolnica Evrope, a je še? Po moje ne več. Ne vem, če ne, po mojem ne. Po moje ne več, ne? Ne bi se. Nekaj so se zdaj Frankfurt na majci ali nekaj tasga, ali ne vem. Frankfurt na majci. Glede na to, koliko zidajo, pa koliko se razraša London, pa te osnovne stolpnice njihove, se mi zdi, da kar imajo enega denara, no. Ker to je zdaj kar noro. A je? Pejte jutri pogledati tam vmes na poti do Tunga Expo, tako smo mi bili, ta Wharf, tam je O2 arena. Tam je bilo par let nazaj 4 stopnice, zdaj jih je pa 40 že. To 60-70 štukov, veš, ta Manhattan Skyline, nov Skyline si delajo. Še vse je, veš, ne, zdaj, mislim, je tako, kot pri nas se splača vlagati v beton pa štanga. Nepremičnine. V beton pa štanga se zmer splača. Samo moraš imeti ta denar, da eno tako stopnico. Rusi imajo pa. Veliko ljudi ima veliko denarja. To je res. Sam mi ne. Hvala, da se ribe.si. Da si zgradimo svojo stolpnico v Londonu. To bi bilo res lepo. Nekateri z velikimi črkami pišejo, da se vse razšečasti. Kaj bi bila to huda stolpnica? Lahko začnemo v Ljubljani, ki bo malo niže, pa malo nižji strošek, ne. Pa tudi v slovenščini bo pisal, v Londonu... Mislim, da je malo taka, kako bi rekel, malo taka misticizem, če piše v Londonu v slovenščini, a veš? Pa tle v angleščini, a ne, to pa nisto. To pa ni nič mistike. Ni lih velika mistika, ja. Pa mogli v arabščini, da so oni še malo bolj zmedeni. Da nekaj pol bite, SDS bite takoj ganil, pa da je prišel... Ne, pa se tam v Londonu bi večina folka razumela to. Mislim, večina ne, bi pa kakšni. Mislim. Slovenska ali arabska? Arabska, 50%. Ja, ne vem, če 50, ampak 20 pa zihar. 20 zihar, ja. A niso imeli neke shode, pa ne vem kaj pa. Ja, čisto so bili besni, ja. Čeprav mi smo bili v unem predelu Londona, z busom smo šli iz Greenwicha k v naš konc. Stari, to so oni predeli Londona, ki so res čist orientalski, bi rekel. Eni res niso tako simpatični za sprehajati se, ker sem hotel jeti, takrat, ko smo bili, sem hotel jeti pogledati, kaj je kao Jack Razparač hodil naokrog, ne? Ja, pa niso bili, mislim, je bilo po mojem, ko bi bil Jack Razparač. No, sej, veš, to je ta autentičnost, ki jo hoče dobiti, ne. Da ne boš rekel, da si bil samo v turističnih teh trepih, ne. Ja. Tako je. Autentično. To je tisto, kar smo v prejšnjem teden govorili, ne? Tako je. Ja, vidiš, ja. Ne, da je šlo pa za ta autentičnost, ja. Ne, da probajo turistom približati, pa porint tega Jacka Razparača, ne, ampak dobiš pač malo tak creepy feeling. Fule boljš, če ste predele laufaš, sem ugotovil. Čeprav ne bi kako je bilo kaj v Berlinu? Težko ti zdaj povem na pamet, ampak bilo je lepo.
Zelo je lepo. No, vse to je važno. To je važno, da je lepo. Rezultati niso važni, ne bomo nastopili na olimpijskih igrah, ne bomo nastopili na svetovnem prvenstvu, tako da važno je, da človek uživa. Tako. Užival sem pa, sva pa oba in je bilo ludo in nezaboravno, tako da super dobro. Sam še ne vem, kaj se je zgodilo s tistim avionom, ker so bili ljudje z nama. Dobro, mogoče, no. Mora je tih, no, ker se še ni, ker se nič od tega še ni zgodilo. Pojmo naprej. A smo že prostavko tu? Ne še, ampak dobro, lahko pa. Po mojem smo že, ne. Zim mora jeti, kam se stank jutr. 7 minut bo Slavko čez še koliko? 3 sekunde, tam nekje. Jaz sploh ne vem, kjer minute mi zdaj štejemo. Ima da armija, mislim, mesto tebe. Se vem. Zdaj pa poslušaj to, stari, ko bom pa naštimo intro. Si naštimo, kaj? A to je ta pravi intro? To je tako, kako mora biti. To je tako, kako mora biti, wow. Ne, to ni ta pravi intro. Intro mora biti. Ne, ta je ta drug. Ja, ta mogo biti nekaj, si uštevo, no. Ja, čak bom dal tega. Ne možeš dati na... Noro, veš. Komu delajo? Da smeš dvakrat klikati. To je tako malce za scratcho, DJ. To je vse vredno. Ja, zdravo raziskovalke in raziskovalci. To je podcast o zadnji Douglasovi knjigi Zadnja priložnost. Ki jo je napisal skupaj z Markom Carvardinom, ki jo beremo zelo malo. Kdaj pa tudi ne, ampak kljub vsemu smo pa mi še vedno Aljo, Peli in Zi. Mislim, mi jo beremo v resnici zelo veliko. Ne. Jaz sem vemo bolj malo v njej. Ne, pa a bi mogli spremeniti. A veš kaj, jaz se strinjam s tem, da je boljš, da mi ne povemo preveč, ker knjiga je res ful dobra za brati. Je, definitivno. Mislim, je Adamsu najboljši različici. Je to, da recimo nas poslušate, ne, je v bistvu samo plus tistmu, da jo berete. Ja, mi se pogovarjamo okoli knjige, ne o knjigi. Ne. Tako je. A veš, ja. Mislim, ima pa par zanimivih tem, ki jih je pač vredno obdelati. Vmes pa pač mi najdemo tudi kakšne teme, ki se nam zdijo vredne obdelati, pa pač takole pride. Ne. No, pa se to že poznate, zato nas pa to radi poslušate. Če nas bi pa radi še podprli, pa lahko to naredite na hvalazaribe.si. Stolpnica v stegnah, sam čaka, da jo zgradimo in na njo napišemo. Opravičujemo se za vse nevšečnosti. V arabščini. Pa to... Ne? Bomo imeli lednice, pa bomo imeli tako, kot v prvni ideji z ognjenimi črkami na Innsbruškem hribu. Veš, da imamo lahko lednice. Jaz še nisem pozabil, veš. Jaz tudi, če ne. Nisem pozabil, ker ti bi res velal. Jaz sem zdaj že, a veš, sam najdeti nekega železarja, ki bi to naredil, pa da lukence pa plin noter in da mi to res pržgemo tam. Ne. To bi bilo to. A je to, ki nisi pozabil? Ne, to, ki že vse razmišljal. Ja, ne, dobro bi bilo. To je že strojnik v tebi se je zbudil, pa lukence pa želez pa dejmo. Jaz sem mislil, da si najdel na Alibabi vne ledice, veš, led stravnk. Lahko bi sicer tudi z ledicam rešili, ne, samo morajo biti ognjene pizda. A veš, kar neki, ne. To je težko narediti, ja. Vem, ne, sej ne boš, mislim, autentično bi tvoja varianta zihrbar, ne, sam smo rekli, da če bi, mislim. No, vsi govorijo, kaj bi, če bi na lotu zadel, jaz bi sigurno te črke kupil, ne, če na lotu zadanem in bi jih Innsbrucku brezplačno ponudil, ne. Mislim, da jim
na 25. maja prižgem pizda, da une črke tako 2 metra visok gorijo v božjo materin. Mislim, a veš, njihova turistična zveza mi bila lahko sam hvaležna, pizda. Oni mi lahko, ne vem, spomenik postavite mu Innsbrucku, pizda. Ja. Najprej ga mora Douglas. No, to se ne zgodi, tako da, ja. Mislim, v resnici bi ga mogel najprej tepne, a veš. Tako da mogoče Innsbruck, mogoče s tem, kukar je moja sreča v življenju, tako, 6 cm visoke črke ledice iz AliExpressa, nekaj v tem stilu, bi se mogoče naredila, okay, če se zmenimo. Pa boš photoshopiral noter. To že AI lahko naredi, sploh ni treba photoshopiral. To už pa ti, jaz ne znam. Bom raje photoshopiral bo bolj stari, ker če bo AI naredil. To je sicer res. Sam zaupati moraš v proces. Tako. Pozabil sem, ker bila je tudi ena ideja, da bi z ledic naredili tisti ogenj, oziroma napis, oziroma jaz bom pogledal, če obstaja led travank. A veš, da ti kar cel travank leda daš. Z benzinom poliješ pa zažgeš, pa mislim. Najstnik v tebi, prosim, nekaj. Ful komplicirata. Mislim, če pa hočeš tako, da je pa napisa, pa malo tako zriljaš. Napis mora biti tako, da je čisto preprosto rešitev, pizda, ki mi dva sploh nismo videli. Gverila, gremo. Čakaj, ampak bi črke napisal malo tako, ali ne? Ja, pa sej, ne, pa to bi lahko z lesa naredili, pa les napojimo. Tudi, ja, valjda. Pa pržgemo. Pa pržgemo, pa laufamo. Tako. Kaj je nevaren, ne? Najbolj nevaren je to, da če bo to zdaj naredil, imajo ljudje, ima policija dokaz, da smo se mi o tem pogovarjali. Se ne znajo, to v Nemčiji in ne poslušajo, ne znajo slovensko. Ne. To pa tudi res. Mislim, Avstrijci so, kar je... Ne, se pravim, nemško, ne govorimo nemško. Tako da to preden bo kdo... Ja, upam, da nam noben povezano. Tako da ja. Poslušalke pa poslušalci, vi pa ne povedati. No. Pa itek bomo v rabščini sami. Tako da to pa sploh ne več povezali. Ja, to bo pa itek vse vrede. Ne, sorry, hec, da ne bo kdo res kaj. Mislim, če ne bi bilo rabščine, arabskih številk ne bi mogel svojega dnara šteti. Mislim, ful teži. Ne, pa se smo vsi mali. Pa nule pa to. Se smo vsi mali rabci. Mislim, jaz, ki pridem v šterijo, sem mali rabca, veš, ker jaz desne proti levi meni berem. A res? Veš, ja najprej cene pogledam, pa vidim, kaj se lahko prvošem, pa gledam, kva bom jedel. To pogledal sem tudi jaz večkrat rabec. Sploh, če gremo v šterije, ker ne grem podavati. Ja, tako je, tisti je kar fajn, manjčken pogledati, kaj. Kaj pa bomo danes? Ok, dobro. Hvala za ribe, pika si. No, še je to. To je to. Ja. Kje smo zdaj mi? Intro smo naredili. V prejšnji epizodi smo se pogovarjali, v prejšnji epizodi, čakaj, imam zdaj ta sound. V prejšnji epizodi smo se bolj malo pogovarjali. Zdaj se v Balju smo se malo pogovarjali. No, Klikan. Veš, kaj je. Klikan. Klikan, kva to dela je noro. Ga to rukne. Ja, ne kvarnik. Bom dal zdaj kar kvarnik. Zato, ko smo se v Baliju, smo se že malo pogovarjali, se to je bilo res. Več o manj pa v turistih. Veš kaj pa, se nismo pogovorili, mislim, vmes sem razmišljal, Aljo, ko smo debatirali o teh turistih, pa pa tret, ne, pa pač, ko sem razlagal o temu majstru z Bleda, se bo ni lušen, ne. Veš, če bomo imeli mi delavnik, ne. Veš, koliko bo še pol turistov, stari, mi se moramo izumiti, moramo nek ekoturizem ali nekaj drugega, neki trajnostni turizem. To je treba izumiti.
Sicer ne vem, kako to, ampak se to bo kapitalizem izumil, sej to ni problem. Ne, se kapitalizem ima rešitev. Ama? Ne, kapitalizem ima rešitev. Vsi utemelj toliko malo denara, da ne v tem kamor mogel in ne bo nobenih guš nikjer. To pa poznam. Ja, to pa poznam. Ja, je rešen. Mislim, ja. Mi se pa sprašujemo. Če pa niste zadovoljni s kapitalističnim temle, s kapitalistično razlago, se pa... Modelom, ne? Ja, pa je pa v budizem. On pa uči pač, da si svoboden šele takrat, kadar si nič več ne želiš in da si je treba samo manj želeti. Ne novega avta, ne na bled, ne smeš si želeti na bled, si moraš želeti biti tle. Ne, v bistvu, mislim, s tem budizmom je, želje lahko kontroliraš, ne moreš kontrolirati, pa ne moreš, lažje kontroliraš želje kot prihodke. Ne? No, sej, to ti pravim, a veš? No, sej. Ker jaz si, mislim, od prejšnjega tedna si ne želim več na Bali, ampak prej, ko sem si želel na Bali, čeprav si ne želim že takrat, ko zbutizi, ko spovedal, da pač ni zajet, ko so pač pijani. Mislim, vse drugot je lepšno, to hočem reči. Sej tam, posod drugot, ko greš malo zaviješ levo, je lepšno. Sam to je to. Sej tam je tudi lepo. Veš, da je. Že tisto, kar si recimo folk pod Bali predstavlja, je na sosednjem otoku Gili. Bali ni... Ja, pa še Gili je čisto turistično. No, ampak recimo... Gili je točno to rato, ko vsi pa kaj terajo. Tako, ja, Bali je res čista dio, pa imaš pa pol ta Gili, ki je pa v bistvu tisto, kar ti misliš, da je Bali, ki sliko vidiš. Ja. To se pravi, to, kar je unij turisti, ki nočejo videti teh turistov, tako je Douglas rekel, to je to. Ja, ne, ampak ker je tudi ta rato, ki ima tak, ne, pa itak, veš, Indonezija itak dobesedno je dežela tisočih otokov in je posod to, veš. Ja. Posod je lepo, no. Gili je pa rato ta turistično, vsi grejo, ki so tam enkrat grejo na Gili Islands, ker je valjda, ker so tam rezorti, pa je lepo. Ampak je posod, mislim, veliko tega, no. Tako da, rezorti. Ne moreš se jebati. V Dvelovniku bomo skenslali te rezorte, pa to, ker to ni za Dvelovnik, to ne moreš v 5 dneh obdelati. Zato ne gre. Pa une ladje, ki so večje, kot naš blok, vse ladje, ki so večje, kot blok, ki plavajo po morju, to je treba ukiniti, ker to tudi ne gre za Dvelovnik, ne moreš. Ja. Zato rabiš več sajta, tako da to je treba ukiniti, pa bo ful lažji. Mislim, to nam pomaga unemu kolegu Daljota, pa gužvi na Bledu, ampak mogoče boš šli pa ljudi nekam drugam. Ja. Kaj pa sem? Težko rečem. V glavnem, to je bilo v prejšnji epizodi. Turizem, gužva, Bali. Tako. Če smo pa kar Kvarnik, da tako. Ali sem ga že dal? Ja, sem že dal. Smo logremo kar v naslednjo epizodo. Končali smo pa s tem, da je Mark Douglasu rekel, da je treba dobiti eno kozo. Tako. Koza je fajn. Preživela. To smo pa po mojem v 10. epizodi že povedali, ne? Eni zelo zgodni. Ja, koza je preživela. Oziroma pač mogoče Tanja. Oziroma, ker so pol namest koze vzeli piščance. Ja, veliko to zapravo reči, ker za kakšne druge živali težko rečemo, da so preživele. Mislim, da je nekimi kvart stari. Ne, se mogoče pa so, ne bom nič sam, to je samo tako... Misticizem pa to sem hotel reči. Hipotenuzično si predpostaviti. Grejo na zmaje, ne? No, ampak le pustimo, da gremo naprej. Oni so se odločili, da grejo pač kaj na ta komodo, ne? To smo rekli, ne? To vemo. Ker smo povedali, komodska zmaja veliko stvari. Odpeljal avion ali kako?
Ja, najprej z avionom so mogli najprej na avion prideti, ne še. Ja. Predvsem je Douglas zmotil to, da mu je tale Mark razložil, da pač bojo šli z mrtvo kozo, ne sicer ne pol z avionom, ampak pol ko bojo v unem pristanišču, preden bojo šli na Komodo, da bojo tam kupili kozo, da jo bo treba ubiti, ne. Zato, mislim, najbolje je, da jo ubijo, zato da je 3 dni uležala. Kakor ste se naučili na par epizod nazaj, imajo komodski zmaj najraj mrhovino, ne. Tako da je bil Mark plan, da je pač, ne, da bi bilo fajn, da je malo prej mrtva, pa da jo pol na uni barčici iz točke A v točko Komodo peljajo na barčici na razburkanem morju, da 3 dni mrtvo kozo. No. Tako. Ampak izkazalo se je, da to sploh ni problem, ki ga imajo zaenkrat, ne, ker so pač mogli najprej prileteti do kam že, do prvega v Labun Bajo, ne. Tako je, to je pristanišče. Ja. In do sem je vozil avion, mislim, a si je zaslužil ta ime. Težko rečem. Mislim, vse skupaj si ni zaslužil ime letalski promet, če se mene vpraša. Ne. Ker, meni je bila ona všeč, da kupujejo iz druge roke od Ugande Air. Ne. Ja, avione. Avione, ja. Mislim, da ta, ne vem, kaj so bili že oni Air, ne vem kaj, neki. Čak, dokaj še ne pridemo, bože. One. Ja. Ne, problem je bil šele ta, da Uganda Air je problem, ne. Sam, da so do Uganda Aira prišli, so imeli pa tudi 2 dni problemov, ne. Ker v bistvu so mogli iti na dependanskem letališču Denpasarskem letališču so mogli biti na vse zgodi in pokupiti vozovnice in jeti. No, zgodilo se je tako, da na letališču ni bilo nič, razen gneča, upitje, pa z majstrom so se mogli kregati, a so potrdili polet. Leta niso imeli potrjenega, ne? Čeprav je na vozovnicah tako pisalo, ne? Ampak da v Indoneziji tako, to, da je let potrjen, ne pomeni, da je let potrjen. Ne? Ja. In pol jih je majster, in pol mislim, tukaj je res zabavna štorija, kako se s temi vozovnicami matrajo. V glavnem še en dan so mogli porabiti cajta, ne? Ali kako je že bilo. In naslednji dan so se dobili z unim majstrom, ki jih je peljal pol še na otok pogledati, mislim, ki so dobili še eno turistično. Ki je vse rihtov, skratka. Fikser je bil, ja. In na mesto aviona jim je zrihtel, da so šli še malo pogledati, ene stvari, ene kače ali neki, ne vem kva. Tako je. Ne turistične dele Balija, tako je, turistične dele Balija. Nabiti s turisti, ne? Ki so želeli jeti pogledati ne turistične dele Balija. Tako je. Ampak so bili pa z minibusom in so se imeli ful fajn, tako da res jim ni bilo hudega, no. Mislim, v bistvu mi je bilo hudega, no. Tako mislim, po resnici so hoteli nič biti, so hoteli nekam drugam biti, pa so še to delali zdravo, ne. Ja. Tako da, ja. V glavnem ugotovili so, da čas v Indoneziji popolnoma drugače teče, kot na zahodu, ne. Ja. In da če kakšnemu gospodu na šalterju se zdi, da bo šel malo na obisk k mami v Džakarto, bo pač to tudi storil in ga na šalterju pač več, mu kar šel, ne. No, vzame tvoje karte in pač se ti lahko tam gre, ne. Ja. Gladko. Ampak sam je res zanimiv, no, ker jaz, ki sem po teh krajih potoval, ki si on, ne vem, na 10x10 listek zapiše, da bi ti rad nekam šel, ne. Ja. Ne moreš verjeti, da se pol to res čudežno zgodi, veš, da ni treba, da to nekdo piše v računalnik, pa ti pol izda neko potrdilo, ne, ampak on si tam zapiše v nek
na nek listek in pol naslednji dan se, kot bi vidva rekla, avtomagično to ti pojaviš na tistem busu in vsi vejo, da ti moraš biti tam. Tako da mislim, v nekih krajih je pa res, da Indonezija ni tisti kraj, kjer se ti mudi po zahodnjaških standardih. Ja, drugače se ti mora muditi. Se pravi, tako kot je razložil tam noter, da tisto, kar je res nujno, za tisti moraš vzeti 4 dni časa. Ja, pač ne pričakuj, ne. Ker tista stvar, ki bo, če ti bo rekel, takoj bo, pač ne bo. Ne. Pač to tako je. Ne. Tako, ja. Pač, ja, no, v glavnem, po unem dodatnem dnevu so dobili končno avion, oziroma, no, pa pridemo na to, da tisti je bil avion ali nekaj avionov podobnega. Ne. Tako. Štala je bila še z njihovo opremo, ker vemo, da imajo veliko opreme in ne. Najprej so jo skoraj, ne da so jo skoraj pozabili, najprej so jo pozabili, potem je pa Douglas laufal po letališču oziroma po pristajalni pisti, ki se je delala, da je letališče, če sem jaz prav razumel to letališče, ne, in je šel sam po opremo in pol, ki je pričal, oni so ga vmes prepričevali, pa ne, saj to je gospod, vaša prtljaga je vsa gor. Pa ki je pokazal, to je naša prtljaga, so pa zelo na hitro mu pomagali mu zadevo znositi gor, pa se niso nič več kregali zdaj, veš, ne. Ja. Pač le, ok, dobro, ja, ne, pač to je tvoja prtljaga, dajmo hitro zrihtati zdaj, ne. No, pol se je pa zabava začela, ne. Ti, ki strojne kaljo, kako se tebi zdel Air Uganda? Kaj to misliš? Air Uganda. Nisem delal te letalske smeri, tako da bi težko ocenil, kako izgleda, če ti pol merilnikov ne dela. Ne? Ampak mislim, po eni strani se mi je ta Douglasova razlaga zdela čist validna, ne, da je fajn, da te ne moti, da preveč teh cagarjev dela. Ne. Ne gledaš preveč. No, da vam povemo, drage poslušalke, dragi poslušalci, Mark je ugotovil, da ker se je videl v kabino, ne, ker je zdaj v čistem neskladju z vsemi predpisi, se je videl v pilotsko kabino in on je opazil, da polovica merilnikov ne deluje. Ne. Ja. In je to svojo težavo zaupal tudi Douglasu. Ne. Ja. In Douglasu se je v nekem krčevitem smehu zazdel, da mogoče je to čist ok, ker pač ni fajn, da imata one dva, da ima te merilniki preveč pozornosti kradejo, ne. Ja. In da one dva lahko bolj v miru opravljata svoje delo, a ne, če stvari ne funkcionirajo. Mislim, ne bi bila dosti zbrana, pa pač skrbi bi jim, veš, ja, delala. Seveda, ne, če ti vidiš, da ti desen motor ne dela, mislim, veš, koliko imaš ti pol enih skrbi, je ful boljš, da ti cagar ne dela za to, pa se pač... Še cagar ne dela, pa ti tač, ne, mislim, da vidiš. Lotaš stvari tako, kaj je, ne. Ja, pač greš. S tem, kar imaš. Ja, tako. Ja. Ne, jaz ful rad gledam te na National Geographicu, ne, te katastrofe v zraku. Ne. Ja. No, in v eni od teh je pač povedal ta pilot, je rekel, ne, da pač v trenutku, kjer ti vse odpove, ne, je edina možnost, se pravi, glede na to, da je on govoril, je preživel, je, da edina možnost je to, da se osredotočiš na tisto, kar ti še dela. Okay. Da se ne bruniš tisto, kar ne dela. Večina se poluno gleda, kaj pač ne dela, ne, in ti pač je rekel, pač moraš gledati, kaj ti dela, in potem iz tistega izhajati ven, kaj še imaš in kaj se da s tistim narediti. No, dober nasvet. Dober nasvet, ja, res dober nasvet, tako da... Mislim, sicer upam, da nam šel v aviacijo, zdaj ko bo, ne. Ja. No, tudi upam, da ne bo počel, da mi ne bo treba iti v aviacijo.
Tako da, okay. Ampak, če se pa slučajno znajdete v taki situaciji, pa ne, narediti s tistim, ki dela kaj, z ostalimi tak nimaš kaj. Tako je. Dober nasvet, Upajte, da zna ki s tem upravlja, narediti s tistim, kar ima še kaj. Ja. To je v bistvu tono. Sej ti drugač tam si na stolu privezan in ne moš kaj narediti. To je tako, to je tudi Douglas dobro rekel. Ne, pač, kukor hitro se znajdeš v avionu, pač je vse odvisno od drugih. Tiste je bilo pol hecen, ker sta one dva vprašala od zadaj, če je pač to vse ok, pa oni rečejo, da se že 14 dni ni nobena nesreča zgodila. Mislim, res ti vlije kup upanja. To se hodno slišati. Ne, že cele mesece ni bilo nezgodaj. Že cele mesece, kako že ni bilo nesrečen. Ful dobro, A veš, zdaj, če si vernik verjetnostnega računa, pol upaš, da se, ne vem, včeraj zgodila. Ja, jaz sem tudi to razmišljal. Mogoče bi bilo bolje, da bi se včeraj, pa da danes spet ne, neki. Ja. Ne vem. In bolj, ko so pristajali v Labonbaju, je bilo še ena zanimivost, ker pilota nista mogli zapogniti loput in pa so v zadnjem trenutku se je ročica vdala. Zdaj, to se sliši res toliko divje. Ne vem, da se ti vozil s tem, kaj je že. Mislim, sem se vozil z avioni, ampak so čist. Ta podatek več ne velja. Ne. Razen tega, da je pač bil avion malo prilagojen za azijsko klientelo, ker so malo manjši. Tako Ryanair. Ja, je ekvivalent Ryanaira. Ste več oddali noter. Ja, pa ful manj placa je bilo. A res? Tako ful manj placa. Tako res. Ryanair Ne, tako, mislim, tako je v globino. Več vrst so nafukali noter. Pol so tako da je bilo malo. Ja. A veš, zdaj so te polemike, glede teže, prtljage. Ja. A veš, da dejansko bi te, pojavljajo se pač, da bi te mogli tehtati skupaj s prtljago, Ja, se ne. A veš, ker pač nekdo, ki ima 50 kil, in prinese kovček s 15 kilami, je na Ryanairu že pretežek, Ja. A veš, potem pa pride nekdo, ki ima, 130 kil, pa prinese kovček z 9 kilami, je pa kao vse v redu. Ja, se to. In zdaj se pojavljajo pač tendence, da bi te stvari vagali skupaj s človekom, sam najbrž to. Verjetno šlo čez. Ful bi bil cnej za une ta suhe, vse teh je že toliko malo, da po mojem hoče sam več zaračunati. No, ampak ne, mislim, ta suhi imajo pač valjda, da se počutijo, zdaj, ko se vsak počuti že diskriminiranega, se počutijo pač diskriminirane, zaradi tega, ker ti pač zaračunajo, če ti prineseš, 15 kilski kovček, ti zaračunajo, 50 funtov, Ja. S tem, ki je nekdo, ki je precej težji od tebe, in ima skupno s kovčkom 50 kil več kot ti, ni pa nič doplačal, Ja, sej. Jaz bi lahko za to kilažo še 6 kitar sabo nesel. Ja, recimo, vidiš. Ja. Pa nimam 50 kil, to hočem reči. Ja, no. Po mojem je to sam način, kako zaračunati malo več. Tudi globalno so številke niso v prid zmerni suhosti, ampak grejo, ali pa ne, mislim, zmer več ljudi pač ima več kil, vsaj v zahodnem svetu, tam, kjer Ryanair veliko operira. Tam v Indoneziji, po mojem, ima vse. Ja. Več ali manj. Ja. Dobro, no, in pa so naši junaki prišli na letališče, splezali so iz letala
In seveda so se mogli še enkrat skregati, da jim raztovorijo prtljago, ker oni jo imajo veliko prtljage, ker moramo vedeti, da so snemali dokumentarce za BBC, ne. Tako da so imeli res veliko stvari. In pol pridejo na letališki terminal, všeč mi je, ki je bil terminal v navednicah. Ker se že vnaprej ve, ker je bil Kuliba. Ja, ker vse čez tri besede zveš, da je Kuliba, ampak lepo te pripravi, da bo letališka Kuliba. V letališki Kulibi sta jih pa čakala dva moža, ki sta se imenovala Kiri in Mus, in na tem napetem delu bi jaz rekel, da naredimo pečino obešalnik. Ja. No, se zdaj to ni toliko napet, ne? Mislim, napet bi bilo, če bi jih pustili v zraku. Ne, Veš, ne moramo. Ne rečemo, pol merilnikov ni delal, ne? In pol mi rečemo, zdaj pa lej. Ja, pa pečino obešalnik. Ampak dobro, ja, pristaj. Za naše podpornike bomo pa razkrili, kaj se je zgodilo z našimi junaki že v tej epizodi, če prevrtite 3 minute nazaj. Tako da ja, najlepša hvala, ker ste nas poslušali čisto do konca epizode, kjer vam zaupamo, da so naši junaki pristali v Labunbaju. Ladingaju. Ladingaj. Nije to Kadlešič, isto. Kadlešič. Ladingaj, Labungaj, skoraj isto, evo, veš. Se pravi, Kadlešič, isto. Ja. Isto. Isto. Ja, No. da, to je to, ne? Kaj? To je to, ja. Ne prijeti na naš Discord, ne jeti na državna omrežja, pošljite nam dopustnice, ker jih imamo zelo radi. Ali pa sam denar. V dopisnice. Ali se ribe pikasi. Ja. Z vami smo bili Aljo, Peli in Zi. In če ti ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvala za vse ribe, pikasi. Sem malo prehiter ali malo prehmal? Ne, v redu je. Hvala lepa, pa lepo se majte. Pa rad se majte. Tako, rad se majte, paste nase in na druge, pa ne. Vse to. Treba je biti prijazen, da so ljudi, ker samo tako bomo prišli do nekam ziher. Sodelovanje nas je do sem pripelo, ne? Ja. Civilizacijsko gledano nas je sodelovanje pripelo do sem. Ja. Tako da ne nas še naprej. Ja, nič. To je to. Da slišimo. Ajde. Tako se majte. Čau. Ajde. Čau. Čau. Glašam.